Nismo pozabili na reportažo z Wembleya, kjer je 5. septembra naša članska vrsta igrala prijateljsko tekmo z Anglijo. 67.232 gledalcev, kar je rekordni obisk na prijateljskih tekmah Slovenije, je videlo zanimivo srečanje, dober začetek naših, posebej tole akcijo, ki pa Milivoj Novaković ni najbolje zaključil. In kaj smo še videli, sporno 11 metrov, v kateri je neprijetno poškodbo gležnja skupil Boštjan Cesar, ki naj bi storil prekršek nad Rooneyjem. In potem gol Lamparda v prvem polčasu, prečko Johna Terryja, vratnico Rooneyja, gol Jermaina Defoea v drugem polčasu ter najlepši trenutek tekme, tudi po mnenju mnogih angleških opazovalcev srečanja, podajo Nejca Pečnika in gol Zlatana Ljubijankića tik pred koncem. Prvi zadetek kakšnega slovenskega nogometaša na Wembleyju sploh. Reportažo iz Londona je pripravil Urban Lavrenčič. Skoraj 10 let je že minilo od slovitega gostovanja na Stade de France v Parizu. S srečanjem v Londonu pa je slovenska nogometna reprezentanca zdaj odprla novo poglavje v zdaj že svoji zelo bogati nogometni zgodovini. Srečanje z Anglijo je pomembno tudi zato, ker se je igralo na Wembleyju, na stadionu z izjemno zgodovino, na najmodernejšem stadionu na svetu in nenazadnje na najdražjem stadionu na svetu. Včasih sta Wembley znamenitega delala dva stolpa, zdaj je njegov zaščitni znak ogromen lok, pod katerim so v petek zvečer slovenski nogometaši imeli zadnji trening, še prej pa obvezno novinarsko konferenco. Zanimanje angleških medijev za Kekovo četo ni bilo ravno obilno, so se pa zato po tekmi vsi ukvarjali s tem, kaj si Slovenci mislijo o 11-metrovki nad Rooneyjem. Boštjan, 10-krat sem pogledal počasni posnetek, niti enkrat ni bilo 11-metrovke. Nam lahko vi opišete, kaj se je dogajalo? Dobro, to je res. Toliko se je govorilo recimo o Eduardu da Silvi, da se je vrgel, da je kaznovan. Jaz mislim, da tudi tukaj ni bilo, kot ste že rekli, 10-krat ste pogledali. Jaz mislim, da je on namerno mene udaril in kaj ćemo spet pokazali se, da je Slovenija majhna država v nogometu in še enkrat se proti nam obrnil sodniki. Za vami je zdaj ta zgodovinska tekma, prvo gostovanje na slovitem Wembleyju. S kakšnimi občutki zapuščate stadion? Pa malo grenek preokus zaradi rezultata, pa kako smo zgubili tekmo. Vse je res, da so imeli oni pol časa, so imeli prečko pa štango, ampak tudi mi smo imeli svoje šanse in mislim, da napredujemo, kar je pa najbolj važno. Nismo zadovoljni sam z izidom, mislim, da smo pokazali zelo dobro tekmo. Vemo, da je nasprotnik na evropski strani zelo poznat, ampak mislim, da smo se predstavili v dobre luči in da smo videli ene dobre akcije za nas, kar pač v končnici mogoče rabimo še malo koncentracije, da kakšen več zadetek dosežemo. Na trenutke stvar izgleda že zelo, zelo všečno. Kaj pravzaprav manjka recimo slovenski reprezentanci v tem trenutku, da bi dejansko res lahko parirala že takim reprezentancem, kot je angleška? Jaz mislim, da zdaj za nekaj časa smo skupaj in vidi ena pozitivna energija v ekipi in to se tudi izraža na terenu. In upam, da smo na dobri poti, seveda moramo še naprej delati, zavedamo se, da smo mladi. Ja, manjka pa to, da vsi igralci, da bi mogli igrati več v klubih, in to je ta prelomna točka in mislim, da bodo večjo minutažo dobili, da bodo tudi boljši rezultati in mislim, da imamo dobro klapo in da se dobro družimo in to vidimo tudi na terenu in izvan terena. Kakšen se vam je zdel pogled v tisti kot stadiona, kjer so bili izbrani slovenski navijači? Enkraten, res. In prav, ko sem prišel na stadion, sem bil zelo, zelo pozitivno presenečen in upam, da tudi v prihodnje z našimi dobrimi igrami jih bomo še več privabili, da nas bojo spremljali zunaj. Super. Lepo je videti, da tudi na gostovanja pridejo slovenski navijači in lepo je bilo videti to. Nagrada za vse Slovence je tistega večera prišla v 85. minuti. Pečnik je mojstrsko podal predgol, kjer je v vsem sijaju zablestel Zlatan Ljubijankić. Gol Slovenije na slovitem Wembleyju. Odlični občutki, vsak gol z reprezentantstvom je velik pomen. Ko pa zdeneš na Wembleyju proti Angliji, pa še posebej so lepi občutki, tako da ne moram nič reči, ker da je bilo super. S kakšnimi občutki zapuščate zdaj ta stadion? Pa mislim, da so občutki kar dobri. Mislim, da je to ena lepa izkušnja, ne samo za nogometaše, ampak za celo državo. To je velik dogodek za vse nas, eno veliko priznanje, bom rekel, za igralce, za strokovno vodstvo.
konec koncev za navijače in za celotno državo. Predstavili smo se v lepi luči, tako da mislim, da bo en lep spomin. Lepa misel za konec. In res je zdaj ta septembrski sobotni večer le še del slovenske nogometne zgodovine. Toda ta spomin na prvo tekmo z Anglijo nam bo vsem ostal za vedno.